Jaz sem Jeseničanka, rojena sem bila pred vojno 32. leta in starši so bili učitelji in sem imela starejšo sestro in starejšega brata. Sestra je bila prva rojena. In oče je dobil hudo naduho in ni mogel več poučevati in je bil nastavljen na Banovini v Ljubljani, ker je bila to še zmeraj državna služba. In učitelji so imeli službo za zmeraj. Ko se je vojna začela, sem bila stara okrog 9 let in smo zvedeli, da prihajajo Nemci noter in so nam dali vedeti, da je boljše, da bežimo, da iščejo očeta. In mi smo na eno nedeljo popoldne smo na hitro se spokali. Mama je bila ravno nekaj tednov po operaciji, je imela hudo operacijo v Ljubljani in je po vseh 4 lezla, da je dala reči skupaj, da smo dali kufre. In smo šli na vlak in vlak ni peljal daleč. Pri Brezjah se je ustavil, zato ker je bilo minirano in smo mogli mimo miniranega prostora na avtobus, da smo prišli v Ljubljano, zato ker je oče v Ljubljani imel eno sobo in smo tam imeli tako rekoč stanovanje zasigurano. Smo prišli v Ljubljano in tam so bili Italijani, so že zaselili in smo prišli v Ljubljano na Stari trg, tam smo živeli med vojno. In je vzelo mogoče 6 do 8 mesecev, preden smo dobili stik s teto, ki je ostala na Jesenicah. Mi smo stanovali v njeni hiši in ko smo dobili prvo pošto, je povedala, da mi smo odšli v nedeljo popoldne, o polnoči je bil Gestapo v hiši. So iskali očeta. Zakaj pa so ga iskali? Zato, ker je bil učitelj in je bil v katoliški akciji. 2 kriminalni reči. Izobraženec pa Ja. katoliške akcije. In najhujši zločin njegov je bil, da je bil član katoliške akcije. Tisto je bilo pri Hitlerju zasovraženo, tako kot je bilo pri komunistih. In ona je samo tako obdržala hišo, da jih je prepričala, da smo bili samo v stanovanju, da hiša je njena, zato je niso zaplenili. In ona je se zelo trudila, da je spravila skupaj pohištvo, da je mogla poslati za nami v Ljubljano. Mi smo 8 mesecev spali na tleh v eni sobi, ker nismo imeli nobene postelje pa nobene reči. In je bilo sploh čudno stanje. Dopisovati se nismo mogli, govoriti nismo mogli, zato ker ni bilo telefonov. In dopisovali smo si pa tako, da smo pisali v kod, da smo imeli posebna imena, zato ker je bilo vse cenzurirano, vse pregledano in smo pazili, kakšna imena dajemo na pošto. Tako da mi domači smo vedeli, od česa se govori, drug pa ni mogel vedeti. In med vojno smo bili najprej v eni sobi, podnajemniki, potem se je pa tista glavna najemnica preselila drugam, tako da smo dobili celo stanovanje, da smo živeli na Starem trgu. In stanovanje je bilo precej veliko. In sem hodila najprej v osnovno šolo pri Šentjakobu, Šentjakov je bila naša fara. Pa so pa italijanski vojaki šolo zavzeli, nisem bila dolgo tam. Sem mogla pa hoditi v drugo šolo, meni se zdi, da je bilo na Grabnu. In tam, ker sem začela z osnovno šolo, so bile samo dekleta. Pa smo imeli pa mešano fante in dekleta. Tam sem hodila do 4. razreda. Ker se je vojna začela, sem bila stara še ne 9 let. In potem, ko sem končala 4. razred, sem naredila sprejemni izpit, sem šla na gimnazijo Hruščovinkam.
In tam smo bili, dokler niso partizani začeli not prihajati. Mi smo imeli veliko domobranskih prijateljev. Moj bratranec in moj brat sta se oba domobrancem zapisala. Moj brat se je naskrivaj, zato ker je bil mladoleten. In pa so pa prišli fantje povedati, veste, se moramo umakniti na Koroško, da se bo vse preorganiziralo, zato ker bomo samo par tednov, pa bomo prišli nazaj, da se bomo dobili novo orožje. Vsi so mislili, da angleški zavezniki, da so naši zavezniki. To je bila pa velika laž. Tako da smo bežali. Mama je rekla, naj gremo mi naprej. In se ne spomnim datuma. Vem, da je bilo po veliki noči. Je bilo enkrat že maja. In je bilo, meni se zdi, tudi na nedeljo. Tako da sestra in jaz sva nekaj pograbili reči, ker se nam je zdelo važno. Drugo je rekla, mama bo že ona prinesla. Smo bili zmenjeni, da gremo na Jesenice k teti, tam se bomo skupaj dobili. Ata je šel naprej na kolodvor, da je šel na vlak, da bo nam mesto pripravil. Ko sva s sestro prišli na kolodvor, vlaka ni bilo več, pa nisva vedeli, kaj narediti. Pa so šli pa skozi Šentvid, da bova šli peš do Kranja, da bova videli, če tam ata najdemo. Sva hodili celo noč, sva tam nekje spali na travi in smo bile prav previdne, zato da nas niso nemške patrole dobile, zato ker pri Šentvidu je bila meja. Tam je bila meja iz drata, ki se ni smelo čez. In tam so nas ustavili, ker smo šli z drugim begunci, sva hodila in je Nemec rekel, da ne smemo skozi. Pa je pa videl od sestre dijaško izkaznico, da je bila rojena v Kočevju. Pa je pa rekel, Kočir, ti pa lahko greš, tako sva prišla skozi. Vse, kar sva imela pri sebi, so bile dijaške izkaznice, zato ker tisto smo mogli zmerno nositi s seboj. Tisto je bilo obvezno. In sva prišla v Kranj, je bilo enkrat že skoraj zjutraj, mogoče 7-8 zjutraj, da sva do Kranja prišla obe zmatrane. In tam je bila množica beguncev, konj, voz, vse mogoče reči. In na enem obgalu so pa očeta zagledali. In pa smo se objeli, se pogovorili, da je mama ostala zadaj in rekla, bo prišla za nami. In smo šli na kolodvor v Kranju, da bomo počakali, da bo prišel vlak, da bo prišla za nami. Tam na kolodvoru je bil en vlak, ki ima mogoče 4-5 vagonov, tovornih vagonov. In tam so bili nemški mobiliziranci, ki so bili Grki in Ukrajinci in Hrvati. In so nas nekako vzeli v varstvo. So se jim smilili. In tam smo 3 dni smo čakali. Pali so pa vojaki prišli, so rekli, ta vlak bo šel naprej, mi moramo jeti, zato ker partizani prihajajo not. In smo že videli tiste rdeče kokarde okrog na kolodvoru. Vlak je šel naprej, prav počas. In nekje pri Lescah smo mogli bežati z vlaka dol, zato ker so partizani streljali na vlak. Ampak ti mobiliziranci so bili dobro oboroženi, so bili zvežbani vojaki, so streljali pa nazaj. Tako da so jih pregnali. In smo šli spet nazaj na vlak do Jesenic. Tam so nas pa ustavili, smo mogli vsi dol. In so nas stirali vse na eno gručo, da so nas dali na avtobuse. In je bil že mrak, ko smo tja prišli. In je ata zgrešil sestro v mraku. Pa jo je poklical po imenu, ki smo imeli samo za njo, ker je bilo domače ime. Bratranec ni mogel izreči imena Angela, jo je pa zmeraj klical Lela. In ata je poklical Lela. In tam so bili mladi partizani, mogoče 16, 17, 18 let stari, ki so bili bivši atovi učenci. So pa rekli, zdaj smo pa dobili to svina, moramo pa ubiti. In te vojaki, ki so nas imeli v varstvu,
so nas potegnili na kamion, ata so pokrili z eno koco, z eno deko. In ko so prišli te partizančki gledat, kje je oče, so rekli, tukaj ni nobenega Slovenca. In nam so rekli, ne smemo drugače govoriti, kot samo hrvaško ali pa nemško. In so nas peljali s kamioni čez noč v Kranjsko Goro, tam so nas po enih skednjih razporedili, nas je bilo precej, nas je bilo mogoče kakšen 1000 vsega skupaj teh ljudi. In za večino so bili ti mobiliziranci. Je bilo zelo veliko. Pa so nas pa zjutraj v špalirju tirali čez hrib, zdaj pa ne vem, a smo bili mi tam na Podkoren, ali mi nismo šli na Ljubelj, meni se zdi, da je bil Podkoren tam nad Kranjsko Goro. In mi smo hodili po 608 ljudi v vrsti, nas je bilo velika vrsta. In partizanski špalir vse skozi, puško z bajoneti nataknjeni, so nas vse skozi spremljali, da so nas tirali gor do meje. Mi smo šli proti Vilahu. In tu pa tam so nas pustili malo počivati. In smo morali biti zelo previdni, da nismo govorili slovensko med seboj. In nemško smo znali, ker smo se mogli v šoli učiti, in hrvaško smo znali, zato ker dokler se ni vojna začela, je bilo srbo-hrvaško obvezno, da smo se mogli naučiti. In na meji med Avstrijo pa Slovenijo so bili pa Angleži. So nas pa spet ustavili, so hoteli imeti izkaznice in so rekli, da moramo iti pa nazaj, da ne smemo čez mejo, da nismo legitimni begunci. In oče je govoril tam z enim oficirjem po nemško, je nemško razumel. Je rekel, če me boste poslali nazaj, pa boš, da me zdaj ubijete, zato ker gremo v smrt in moji otroci z menoj. In človek je bil dobrega srca, zato ker si je obrnil okrog, pa je gledal nekam okrog, je rekel, jaz vas ne vidim, jaz sem vam rekel, da morate nazaj, kam greste, pa ne vidim. Mi smo tako odstvrli po hribu dol proti Vilahu, da nismo sape dobili. In v Vilahu, to se pravi Bilak, tam so nas dali v eno taborišče, zbirališče, in so nas spraševali, smo rekli, mi imamo teto v Šentvidu nad Glino, pri Glini, in mislimo tja iti. In so nam potli dali prevoz, da so nas tja pripeljali, da smo prišli k teti. In teta je bila starejša in ni imela prostora za nas. Pa je pa oče hodil okrog, če bi kje kaj izvedel od mame, ker se ni dalo nič nikjer izvedeti. Je pa našel taborišče, ki so imeli preseljevalno taborišče, da so vračali ljudi, ki so prihajali iz Dachauer in iz takih krajev, da so jih nazaj domov prevažali. In so bili vse mogoče narodnosti tam. In tam je potli dobil prostor za nas, da nismo bili teti v breme, in je dobil zaposlitev tam v skladišču, tako da nismo bili odvisni od kakšnega beračenja, da je nekaj delal. In mi smo bili v Šentvidu več mesecev. Pa so pa iz Vitrinja pripeljali begunce, ki so šli po drugi poti, ki so po drugi poti bežali. Tam so bili tudi domobranci in od tam so bili vsi domobranci vrnjeni in veliko civilistov z njimi. Je bilo vsem povedano, da gredo v Italijo, da jih bodo organizirali, da bodo jih naredili v močno vojsko. In v resnici so jih pa dali v živinske vagone, pa zapečatili, pa poslali v smrt. In Sava je bila krvava takoj. Mi smo bili potlej v tistem taborišču
Pa je bilo premajhno za toliko ljudi, so pa naredili drugo taborišče v Kellerbergu, ki je bilo mogoče kakšnih 30 km od Villacha. Smo pa tam bili v baraki. In tam sem hodila v šolo, v gimnazijo Hrusam, zato ker nisem mogla priti v slovensko gimnazijo. S sestro sva šle v Lienc, tam je bilo eno taborišče, ki je bilo pozneje ukinjeno. Tam je bila slovenska gimnazija in tam je bil gospod Bajuk za ravnatelja in ki je videl naše ime, on očeta ni obratal, še iz Ljubljane sta imela različne misli. Nam je pa enostavno povedal, pojdite pa prineste spričevala iz Ljubljane, pa vas bom pa sprejel. Pa so šle pa sestro nazaj v Kellerberg, ona je dobila zaposlitev v pisarni, jaz sem šla pa na rusko gimnazijo za 2 leti. Pa je pa gimnazija se končalo, ker ni bilo študentov. So me dali pa delati v šivalnico, ki se je imenovala šivalnica za Rdečega križa. Smo izšivale pa krpale posteljnino pa perilo za ambulanto. Kakšne so bile pa razmere za živeti tam v taborišču? Prvo leto je bilo zelo hudo, smo vsi stradali. Smo dobili odmerjen košček kruha na dan, ki je bil zelo majhen. Jaz ne vem, kako veliko je bilo to. En majhen košček kruha. In jaz sem bila še mladoletna, jaz sem dobila eno žlico, jaz se zdi, da je bilo ricinovo olje, nekaj takšnega, ena reč je bila, da so rekli, da bom imela vitamine. In za hrano smo hodili v barako, kjer se je kuhalo, smo dobili eno golido čorbe, ki je včasih kakšen fižol plaval noter, ponavadi je bila sama voda. In smo bili vsi v turh zaradi slabe prehrane. In mi smo prekopali tam travo okrog barake, pa smo posadili, kar se je dalo posaditi, smo šli, da smo dobili seme. In jaz sem potlej pridelala solate pa zelenave. Veliko regrata smo pojedli, gobe smo hodili nabirati. Jaz sem poznala zadosti gobe, tam so bili, jurčkov ni bilo veliko, ampak lisičke so bile pa krasne. In smo imeli gobove juhe. Pa. Včasih je ata hodil v eno vas na hribu, Kellerberg je hribovito, in je poučeval eno punčko v nemščini, ne, tako je potlej zaslužil pol litra mleka na teden, da smo imeli boljšo hrano. In tu pa tam je kakšen denar dobil. Pozneje so se razmere izboljšale in za nas so se razmere izboljšale. Ata je bil strasten esperantist. On je imel zveze z esperantisti po celem svetu. Pred vojno je hodil, da je imel govore, je bil na japonskem, je bil na holandskem, je bil vsepovsod, da je bil govornik. In to je pa pisal nekomu na holandsko, kje smo, pa kako nam je težko. In tisti človek ni mogel nam sam pomagati, zato ker je bilo tudi za njih slabo, ki je bilo na holandskem. Oni so tudi trpeli od Gestapa pa od Nemcev. Je pa poslal naš naslov v New York. Je poslal na eno organizacijo, se ne morem spomniti imena, ampak je bilo ena katoliška organizacija, ki so imeli svoj časopis. In v tistem časopisu je bilo naše ime objavljeno, da je oče, da ima 2 hčeri in kje smo v Kellerbergu. In smo začeli dobivati care pakete. Ki je en paket prišel, mi nismo vedeli, kaj se dogaja. Tam not je bilo mleko in juha v prahu in
keksi in čokolada. In tisti papir je bil priložen, pa je bilo obkroženo naše ime. Ne, sedi, da je bilo tisto Catholic Daily Worker, nekaj takšnega, da smo potlej videli, odkje, in tisti paketi so nam življenje rešili. Mi smo dobili precej paketov iz Amerike, tako smo tudi nekaj obleke dobili in tisto je zelo veliko pomagalo. In jaz sem spoznala mojega moža tam v lagerju. Jaz sem bila v šivalnici za Rdeč križ, na eni strani barake so bile velike, na drugi strani je bila pa šivalnica, da so popravljali obleke, pa delali obleke za tiste, ki so imeli malo denarja, da so lahko plačali. Zato, ker v skladišču so bile prevleke za modroce, so enkrat pripeljali, ne vem, odkje je tisto prišlo. Mi smo bili v angleški coni. In so bile take drap barve in lepo blago. Pa so bile mogoče široke, kakšen meter pa pol, pa dolge, kakšne 2 metra. Pa se je pa tisto raztrenalo, se je pa dalo obleke delati iz tistega. Je bilo kakor gabardin. In še druge take reči so nam dali, da se je dalo predelati. In ko so nam pripeljali drva, pa premog za kurjavo, je pa z vsake strani barake ena oseba šla, da smo dobili svoj porcijon. Jaz sem njega zmeraj poslušala, zato ker je bil strašno šaljiv, da so se zmeraj vsi smejali na njihovi strani. Pa sem šla pa enkrat gor na klop, da sem špegala, kdo je tisti, ki te vice zvija. Tako sva se spoznala, so se kregala za tiste, to je naše drvo, to ni naše. Tako sva se spoznala, sva se v lagerju poročila. Sem bila še zelo mlada ta čas. In v Ameriko smo prišli preko njegove tete. On je imel teto v Barbertonu in ona je bila naš sponsor, tako smo prišli sem. Je bila sponsor za očeta, pa za naju dva. Brat pa sestra sta šla pa v Kanado. Kanada je ta prva začela sprijemati begunce, ampak so mogli biti samski, brez vsake zapreke, brez vsake družine, tako da so jih dali potlej delati, da so odslužili tisto pot. Brat je delal v gozdu 1 leto, sestra je bila pa služkinja 1 leto nekje, tako da so plačali za prevoz. In sta že oba umrla. Kako ste se pa z bratom potem srečali? Mi nismo vedeli, kje je kdo. In smo imeli zmenjeno, je vsa družina vedela, kam pisati na Koroško teti. In je prišla pošta v taborišče v Šentvid in sestra je pomagala pošto sortirati. Je pa našla dopisnico od brata iz Italije. Niso dostavili teti na njen naslov, ampak je prišlo taborišče, zato ker je prišlo iz italijanskega taborišča, so pa kar te. In tisto je bilo nekaj, ena čudežna zadeva. In potlej je brat se nekako pretihotapil, da je prišel v Avstrijo, da smo bili skupaj. In brat je, ko smo bili v Kellerbergu, on je bil ta čas star mogoče kakšnih 17-18 let. Pa je pa dobil zaposlitev pri enem mehaniku v Vilahu, da je tam delal, da se je učil popravljati motorna vozila, je bil zelo zadovoljen. In sestra je delala pa v pisarni na taborišču. Bosta pa se zmenila, da bosta šla v Kanado, pa bosta potlej poslala po nas. Med tem časom je pa teta pisala, da nas bo ona dobila pa v Ameriko, tako da smo šli vsak svojo pot. In iz Kanade niso smeli hoditi okrog dolg časa, ne. Ata je lahko šel jih obiskati v Kanado iz Amerike in so se dobili v Niagara Falls, da je prišel s sestro in bratom skupaj, da je povedal, kako je z nami pa kako se imamo. In je zelo, zelo, zelo dolg časa, preden so oni dobili dovoljenje, da so lahko šli čez mejo.
Kdaj ste pa prišli v Ameriko, katerega leta? je bilo to? 49. leta smo prišli v Ameriko. Ja. In, Vi ste midva- prišli kam? mi smo prišli v Barberton. Aha, Barberton. Barberton je južno od Clevelanda. Je mogoče kakšnih 35-40 mil južno od tukaj. Ni preveč daleč, dobro uro. In bi prišla že prej, zato ker jaz sem bila noseča in nosne ženske in žene z dojenčki so šle na aeroplan. Sva v Nemčiji, sva bila v Münchnu, tam so imeli prevozni tabor, taborišče. In sva bila na listi, da bo odhod nekako 24. ali 25. junija 49. leta. In naš prvi otrok je bil pričakovan septembra. Prideva na vrsto s našo prtljago, so pa rekla, vi ne greste, vi ste črtan, vi ne smete na aeroplan. Jaz pa v jok. Pa sem pa 2 dni jokala, pa sem imela pa otroka. On je bil rojen 2 meseca, dobro 2 meseca prezgodaj. In je bil v otroški bolnici v Münchnu dobre 3 mesece. Zato je bil tako neboglen. Je dolg časa vzelo, prednji je toliko se opomogel, da sem ga lahko vzela k prsem, zato ker ni mogel niti sesati. In med tem časom so pa potlej ugotovili, da je moj mož kriminalec, da ga ne smejo pustiti ven. In je bilo zelo težko meni razložiti, München je bil v ameriški coni. In je bilo zelo težko meni razložiti, ker nisem poznala jezika, nekaj besed sem poznala. In je bilo težko razlagati, da je bil domobranec, da domobranci niso zločinci, niso bili v nemški vojski, niso bili nemške lutke. So branili domovino, so branili svoje domove, so branili svoje družine. In je potlej vendarle bilo dovoljeno, da smemo jeti, da je dober. Samo teta njegova bo mogla položiti $1000 kavcije, da ga bo Amerika sprijela, zato ker je bil brez noge, da ne bo breme državi. In $1000 tista leta je bil ogromen denar. Teta je imela službo v tovarni, ni imela tako velikega zaslužka. Pa je tudi tisto uredila, da je bilo tisto vse urejeno. Pa so pa rekla, zdaj pa vaša viza potekla. Pa smo mogli pa še tisto delati. Tako da je naš prvorojenec bil star 4 mesece, ko smo prišli v Ameriko. In smo prišli k teti. In seveda teta ni imela sredstva, da bi ona nas oskrbovala. Delo je bilo težko dobiti. Pa je pa tamkajšnji župnik dobil delo v Clevelandu za moža. Mož je bil zdiščen za krojača. In je trajalo precej mesecev, da je dobil tudi en prostor, da je dobil eno sobo, da se lahko jaz preselim z otrokom tja. In zato, ker stanovanja so bile zelo težko dobiti. Posebej, če si imel otroke. Tisto so bili težki časi, dela ni bilo, stanovanj ni bilo. In pa sva prišla pa v Cleveland 50. leta. Sva prišla v Cleveland, enkrat proti jeseni, sem prišla za njim jaz z otrokom. In smo en čas smo bili v stanovanju, pa sem pa jaz zanosila spet, smo imeli še enega otroka, pa smo mogli pa spet stanovanje iskati, zato ker so rekli, eden je dovoljen, 2 pa ne. In se ni dalo dobiti stanovanja, pa smo se pa mogli sposoditi denar pri prijateljih, pri očetu, oče mu eno službo, da je tudi nam nekaj založil,
da sva hišo kupila. To je bila edina možnost, da smo imeli stanovanje. Pa smo prišli pa v Collinwood, kjer zdaj živimo 53 leta in zdaj smo pa stalno tam. Imamo drugo hišo zdaj, ampak smo še zmeraj v Collinwood. Ja. In vsega skupaj smo imeli 5 otrok. 3 sem izgubila. In imamo 2 sina, 3 hčere. In en sin je še poročen, eden je ločen. In 2 hčerki sta poročeni, ena je razporočena. Vnukov imamo, reci, 11. Pravnukov imamo 10. In življenje gre naprej. Velika družina. Ja, velika družina. So raztreseni, precej daleč. Najbližje živi sin, ki živi v Euclidu. Pole imamo 2 hčerke, ki so kakšnih 40 mil daleč. Pa imamo pa hčerko in sina v drugi državi. Tiste jih pa več ne moramo obiskati, zato ker več ne vozimo tako daleč. Tiste so pa 400 mil daleč. Kaj pa se je zgodilo z vašo mamo? Mama je bila na vlaku, da bo prišla za nami, je bila v Kranjski Gori. So prišli na vlak, so jo dol potegnili, pa zaprli. Je bila izdana od ene domače osebe. Nam ni nikdar povedala, kdo je bil. Je rekla, nočem sovraštva v družini. Je rekla, jaz sem odpustila. In eno leto je bila v našem stanovanju pod stalno nadzorstvo. Partizanka je bila pri njej nočni dan, ena so se menavale, vse oborožene. In je mogla tipkati skoraj noč in dan nove snovi za učne knjige. Tako da je bilo vse izbrisano, kar je dišalo po Bogu ali Božjem, in da je bilo vse preusmerjeno v partizansko mnenje. Naši tovariši, naši heroji, naši to, naši ono. In tisto ni bilo zadosti. Pa so jo dali za 2 let na eno prisilno farmo. In ko je tam odslužila tisto, so jo pa pustili nazaj na stanovanje, ampak so ji dali samo 2 sobi. Mi smo imeli veliko stanovanje, je bilo 5-sobno stanovanje, velik hodnik. Hodnik je bil tako dolg, da sem jaz lahko se s kolesom vozila, ko sem se učila voziti. In velika kuhna in balkon. In tisto ni imela več dostopa ne do kuhne, ne do samo 2 sobi je imela. In je trajalo 2 leti, preden smo mi dobili kakšno pošto, da smo dobili zvezo. Mi smo bili v Kellerbergu, ko smo dobili prvo pošto od nje, ona pa našo. Pa smo veliko pisali. In je nekako se uspelo nej, da je oddala. In ni mogla povedati, kaj je bilo. Ona je povedala nam površno, kaj se je dogajalo z njo, ko smo prišli v Ljubljano, pred njo umrla. Sestra je bila poročena z enim človekom, ki je živel v Kranju. Je bil tudi begunec, je bil v Kanadi. Ampak njegova mati in bratje so v Kranju bili. Mama je že umrla. Ampak mama je šla obiskati našo mamo, ki je bila v bolnici. Mi nismo nič vedeli, da je v bolnici. In pa nam je pa pisala. Je pisala sestri. Je rekla, mama je bolna, če jo hočete videti, morate takoj domov prideti. To je bilo 67. leta. Mama torej ni nikoli prišla v Ameriko za vami? Ne. In mi smo takoj, sestra pa brat sta takoj odšla. Jaz sem imela največ otrok, sem mogla malo urediti reči. In nisem imela potnega lista, sem mogla prvo hitro potni list dobiti. In to je bilo tisto leto, ko ni bilo treba
vize za Jugoslavijo. Je bilo turistično leto. In je naš tisti potni agent je pol v redu, da sem se jaz v New Yorku ustavila, da sem dobila potni list. Tam je čakal name. In sem prišla v Kranj k sestrni žlahti. In od tam sem potlej šla v Ljubljano in smo šli na stanovanje, kjer smo živeli včasih. In jaz sem šla po stopnicah gor, mi smo bili na drugem nadstropju. Jaz nisem bila doma od 45. leta. Od 45. do 67. je velika razlika. Jaz sem bila otrok, ko sem šla od doma. Ko sem šla jaz gor po stopnicah, sem pa na prvem nadstropju slišala, ta je pa tista, ki se Dular piše, ki v Clevelandu živi. Tako smo bili pazni, zmeraj opazovani, ker se me ni bilo treba nikamor prijaviti, pa so vedeli, kdo sem in od kje sem. In so nas imeli vse popisane, pri kateri fari smo, kakšne časopise dobimo, vse. Mene je bilo groza. Jaz sem samo čakala, kdaj bo prišla milica za menoj. In nisem imela nobene dobre. Zdaj smo šli gledati mami, smo šli v bolnico, ona je bila zelo vesela, je rekla, veš, niso verjeli, da imam otroke. Tista oseba, ki jo je izdala na Kranjski gori, je povedala zdravnikom, pa sestram v bolnici, tej ženski se meša, ona nima nobenih otrok. Če ne bi tašča od sestre je videla, mi ne bi nikdar zvedela. In ta čas je nam površno povedala, kaj se je dogajalo z njo, kako je trpela. In potlej sestra je ostala pri njej, jaz sem mogla iti nazaj domov zaradi otrok, ker se je šola začela septembra. Mama je umrla 3. septembra 67. leta. Jaz sem šla pa prej domov. Pa je pa sestra povedala, ki je prišla nazaj, ki je pregledovala njene stvari. Vsake 3 mesece do njene smrti je mogla ona na sodnijo se zagovarjati zaradi pobeglic. Ata je umrl 10 let prej, pa še ni imela miru. In jaz nimam lepih spominov na domovino. To je bila bivša domovina, ampak ni več moj dom. Mož ni bil doma od 43. leta. On je bil pri domobrancih. In mi smo imeli stike z njegovo družino. In brat je zmeraj pisal, ne hodi domov, ne boš varen. Ne hodi domov, ne boš varen, te ne priporočam. Jaz sem spoznala njegovo družino, mamo in sestre, pred nje mama umrla. Sem šla na Dolenjsko jih obiskat. In pol je bilo pa enkrat 94. leta, je pa rekel, zdaj te pa lahko povabim, zdaj pa mislim, da boš varen. To je bilo že po samosvojitvi, ja. Pa sva šla. Pa nas je tako pazil. Smo bili pri bratu njegovem en par dni, je rekel, veš, se moramo prijaviti pri policiji. Smo mogli iti v avtovaz. In nihče, ki je hodil, so ljudje domov na ture, vse skozi, nihče ni nikdar rekel, da so se mogli kam prijaviti ali pokazati. Nihče ni mogel verjeti, ko sem prišla nazaj, sem rekla, smo se mogli prijaviti. Bežte no. Seveda so šli z avtobusom od to, pa tam. Mi smo bili pa pri bratu. Mi smo prišli na policijo, smo pokazali naše potne liste. Je rekel, zadnji čas, da ste prišli, mi smo mislili za vami. 94. leta. Povem vam, da ko smo mi pristali v New Yorku, ta čas je bilo letališče še Idlewild, je prav ob obali, morski obali. In ko smo prišli dol iz aeroplana, je bil moj občutek, da sem doma. Da ne bo nihče več hodil za nami in nam grozil s puško.
ko smo bili pod italijansko okupacijo, so vsake toliko časa naredili blokade, da so vse pozaprli in so prišli po stanovanja. Kolikrat smo se s sestro zbudile, pa je bil vojak s bajonetom na puški zraven stal. In so zmeraj vse moške pobrali. Oče je bil navlečen na sodnijo v ječo ne vem kolikrat. In je bil bolan, je imel astmo tako hudo, da nismo vedeli, a bo sploh preživel ali ne bo preživel. In če ne bi bilo škofa Rožmana, njega bi poslal na Rab. Škof je preprosil tiste, da so voditelje, da so ga spustili, da je spet prišel nazaj. Bratranca so odpeljali, ki je bil pri nas, on je bil v Gonarsu. On je bil 2 leta v Gonarsu. Je prišel nazaj kot okostnak. Če bi očeta tje peljal, ga ne bi nikdar več videl. In jaz sem imela službo, dok je oče bil ponovadi zaprt kakšen teden ali 2, preden so ga spustili. Jaz sem pa hodila v ječo, da sem prinesla perilo domov, da je mama oprala. In je zmeraj rekla, drž perilo stran od sebe, glej, da se ne bo tebe dotaknilo. Je imela zmeraj en škaf kropa pripravljen, da smo not vrgle perilo takoj. Uši so tako plavale gor, da je kar mrgolelo. In so bile velike uši, mi smo jim rekli križarji, zato ker so imele prav križec na hrbtu. Grde, sive, velike. Jetniki so tam strašno trpeli. Ni bilo lahko. In mama je rekla, poleg nam je pripovedovala nekaj, ne vsega. Je rekla, če ne bi bilo srca Jezusovega, jaz bi se ubila. No ja, po večini sem vam povedala vse. Ko ste bili v Avstriji v taborišču, menda so hodile po taboriščih tudi jugoslovanske misije, ki so želele spraviti čim več ljudi domov. A ste tudi vi kaj takega doživeli? Ne, pri nas nismo tistega doživeli v Kellerbergu. Največ je tistega bilo v Vetrinju. Tam so se strašno trudili. In tam so Angleži hoteli že civiliste poslati nazaj. In je bil en zdravnik, dr. Maršol, ki je strašno se trudil, da je šel do oficirjev, da jih je preprosil, naj pustijo civiliste, da grejo v smrt. In je preprosil na kolenih, da so pa tisto nehali. In vlada v Angliji tega ne prizna, čeprav je popisano, kaj je bilo. Ampak to zanje ni politično ustrezno in tega ne morejo prepoznati. Ki je kraljica prišla v Slovenijo, je bilo vse lepo. In ne vem, če se bo kdaj zgodovina tako razčistila, da se bo kaj priznalo. Druge države so že priznale, da so delale krivico in so se opravičevale. Slovenija pa ne prizna nobene reči in zgleda, da hočejo iti spet nazaj na partijo, še zmeraj hočejo imeti Titove ceste. Ko dobimo obrazec za volitev, jaz nisem označena, da sem bila na Aljaževi cesti, zato ker seveda ne more biti Aljaževa cesta, to je bil duhovnik. Zdaj je cesta maršala Tita, še zmeraj. Drugje so spomenike, pa vse tiste reči pometali stran, ko se je nehalo komunizem, Slovenija pa ne. Se je tistem na stolčkah preveč dobro godilo.